sem se odločil, da bom posnel tale video. Namreč, petek sem se cepil, ne bom rekel, da delam reklamo vladi. Ni mi bilo prijetno se cepiti, ker nazadnje sem se cepil v vojski, pa se mi je zdelo, da mi je imunski sistem malo štekal, v smislu kraste se mi niso zdravile, čeprav bolan pa nikoli nisem bil. Ampak medicinski stroki zaupam, dobil sem po 5 dneh, ko sem se prijavil vabilo, strašno že toliko, da sem hitro prišel na vrsto, Pfizer, BioNTech, tudi če bi bila AstraZeneca, meni vse, ne zaupam pač tistim, ki so se šolali, da bi nekaj vedeli. Reakcija, malo me je rama bolela, sicer pa nič, vsaj v telih 2 dneh ni bilo nič. Je pa nekaj, ne, jaz pridem tja, minuti je bilo vse gotovo, ne, pa sem pa mogel pa še 15 minut čakati, če bi se mi kaj naredilo. In tam mi ona razlaga, kako me bo verjetno rama bolela, roka, kako se mi lahko pojavi vročina, pa kakšni stranski učinki. Sem rekel, veste, jaz sicer nisem sugestibilen, ampak če to sugestibilnemu človeku kot avtoriteta poveste, bi znalo to priti zato, ker pride do efekta učinka pričakovanega. Ker se ukvarjam s hipnozo, vem, da je to mogoče. To je že Derren Brown dokazal, ko je naflancal ljudi, češ, da bodo zavohali nek von, ne, pa je pokapal tam po robčku, pa takole naredil in je rekel, zdaj boste pa začeli vohati, ne. In vsi so potem nekaj, ena roka, druga, tretja, tam med 120 ljudmi, jih je 30 takoj zavohali, da nekaj vohajo, ne, so se sami sebi dopadli, ker imajo izostren voh. V resnici so bili pa sugestibilni. No, ta sugestibilnost je ena nadležna zadeva, ker če ti avtoriteta reče, da boš imel stranske učinke, se pri mnogih stranski učinki pojavijo, zato ker ti avtoriteta to napove. To je pač dvorezen meč, namreč. Dobro je, da nekaj pričakuješ, če se fiziološko res to zgodi, ni pa dobro, da to slišiš od avtoritete, ker pride do samo prerokbe, oziroma prerokbe napovedi avtoritete. Moja teza je tudi tale, ne, če mi v Evropi, posebej Lombardija, ki je najprej fasala kitajski virus, če ne bi imeli informacije, da je to zelo nadležen virus, smrtonosen, bi pol manj Lombardije umrli. Zato, ker sugestibilni ljudje podležejo učinku pričakovanega. Njihova psiha se pač tako obnaša. To je sicer adut za nekatere stvari, če je človek sugestibilen. Ampak, če je sugestibilen v takem negativnem kontekstu, recimo sugestibilni ljudje tudi pridejo tam, recimo, na popravni izpit ali pa na maturo, ali pa na kjerkoli izpit, in če profesor namigne, jaz vem, da vi ne znate, potem pride do sugerirane pozabe. Misicam se je sugeriralo, ne, v smislu, veste, samo lepe, ste pa glupe, ne, in potem ni vedela glavno mesto Amerike, tam nek Miami, ali pa glavno mesto Anglije, Velika Britanija. Zato, ker se je pričakovalo, da misica, ko dobi vprašanje, odpove. To je tudi Derren Brown dokazal, da se sugerira neznanje. Zato so se meni tiste mislice zelo smilile. Ampak nekemu NIJZ-ju bi pa rad namignil, ali pa medicinski stroki, da bi bilo dobro preveriti tudi s hipnozo, pri katerih ljudeh se pojavijo močni stranski učinki pri cepljenju. Ali pa, recimo, kateri ljudje obolijo s hudo reakcijo, torej obolijo za covidom tako, da se jih težko reši. Zdaj tiste, ki umrejo, pa da so mladi, se jih ne da preveriti, ker so še mrtvi, ne? Ampak sugestibilnost je nadležna stvar.
Antropologi so to proučevali pri domorodcih, tam v Papvi Novi Gvineji, tudi pri aboriginih. Spomnim se, ko sem proučeval to magijo, Vrač in njegova magija. Claude Lévi-Strauss se mi zdi, da je to napisal. Tam navaja fenomen, kako so aborigini umirali, ker jim je lokalni vrač napovedal, da bodo umrli. Potem so pa antropologi prišli s finto, da so se našemili v vrača in odigrali vraški mak ples, in so dosegali iste učinke kot tisti magi, lokalni vrači. Ampak ne v smislu, da bi napovedali smrt, ampak so zdravili malarijo pa razne bolezni, tako da so suvereno predstavili sebe kot nekoga, ki ima božjo moč, in pacienti, te domorodci, so sami sebi pozdravili malarijo ali pa te bolezni, zgolj zato, ker so verjeli, da ima mag to moč. Navajen je tudi primer, ko sem jaz to študiral, namreč en aborigin je začel umirati, ker je pač lokalni vrač tam v njemu napovedal smrt v roku enega tedna. In začne umirati, potem so pa beli medicinci ga sprejeli v bolnico, ga dali v umetno komo za tisto kritično obdobje, v katerem je on nameraval umreti, kot mu je bilo sugerirano, prerakovano, in potem so ga zbudili iz kome, pa so rekli, a vidiš, da nisi umrl. In potem je ta domorodec rekel, beli človek ima večjo moč, božjo moč, kot naš lokalni vrač. In je verjel, da je ta božja moč belega človeka močnejša od moči lokalnega vrača. Šlo je pa za učinek pričakovanega, avtoriteta mu je napovedala smrt in človek začel umirati. Zdaj to bi bilo dovolj, da sem vam malo namignil, da zdravje nastane v glavi, imunski sistem nastane v glavi, zbolijo ali pa umrejo tisti, ki nezavedno hlepijo k tem. Človek umre zato, ker je tako neprijetno živeti, bi se dalo reči. Wilhelm von Humboldt je par stoletij nazaj napovedal, da bo sramota biti bolan nekoč, češ zbolijo tisti, ki imajo čas zboleti, šibki ljudje zbolijo. Močni v glavi pa ne zbolijo, pa bom dodal kar tako. Ok, tole sem moral posneti, ker zdi se mi vredno, da zaupamo medicinski stroki, ampak zdravje pa vendarle mislim, da nastane v naši glavi. Tako da se cepite, če se pa zgodi kako obolenje, tle not morate biti močni. Čau.